Ribi dve sta in vsaka gleda v svojo smer. Kdo ve, koliko to pove o tem astrološkem znamenju. Sicer pa zanje pogosto slišimo in pravimo, da so čustvene, dovzetne za umetnost. No, on je že, je igralec in je zadnje leta doma v Kopru. Njegov umetniški dom je gledališče Koper, kjer je nazadnje ustvaril več likov iz Cankarjevih del, med drugim tudi Cankarjevo mamo v predstavi Vse o Ivanu. Dobro jutro, Igor Štamolek. Dobro jutro. In naša hišna astrologinja, bi lahko rekli, Gaja Asta. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošla. Hvala. Bomo najprej Gajo vprašali, kakšne so ribi in potem dalje. Ja, ribe po svoji naravi so široke, vsebujejo vse energije zodijaka in v svojem čustvovanju so globoke in sočutne. Do 20. dneva v marcu vlada zadnje znamenje zodijaka ribi, v njih se celoten ciklus zaključuje, vse energije se povežejo. Karakter rib vsebuje vsa znamenja zodijaka, zato pravimo, da so ribe brezmejne, globoke, prilagodljive in sposobne preživeti v vseh okoliščinah. Ljudje rojeni v znamenju rib pa so sicer ljubeči, čutni in imajo večinoma močan imunski sistem. Ribe se predvsem dobro izražajo v umetnosti ali humanih vodah. Dobre so v zdravstvu in jezikovno dokaj močne. Njihove šibke točke pa so čustvena preobčutljivost in težko se organizirajo, saj vselej izvajajo več dejavnosti hkrati. Če si znajo življenje temu primerno organizirati, so to posebni ljudje in živijo po svojih pravilih. Idealen opis za igralca. Ne vem, najbrž, ja. Ja, ribe smo definitivno čustvene, ne? To je res. In živimo v enem popolnoma svojem svetu, ki ga včasih tudi same ribe ne razumemo popolnoma. In se kar velikokrat zgodi, da se včasih znajdemo v enem takem čudnem svetu, ki obstajajo naša lastna pravila, ne, ki pa potem družba nekako ni glih najbolj zadovoljna. Posebej pa še posamezniki, ne, ki so v najbližjem osebnih odnosih, ne, je včasih malo težje. Drugač pa ja, meni se zdi, da se kar nekako znamo postaviti v umetnost in vse te stvari. Pa čustveno, ne. Včasih je kar malo težko, ne, kako trpimo definitivno v življenju. Ja, to je združenje vseh elementov, to je celo morje, ki vlada ribi in Neptun. Kaj pa nam vlada ta... Ja, izvoli. Zdaj pa vsekakor je res, da pač se znamo v vsakem okolju znajti, ne, ni nobenega problema, ne. Jaz vedno pravim, da smo bolj mačke kot pa ribe, ne. Kamorkoli pač pademo, kar nekako znamo živeti, ne, ni nobenega problema. Najbrž tudi zaradi tega, ker pač te ribe plavajo vsako smer in včasih smo postrvi, včasih krape, včasih pa divji lososi. Menjeno. Kaj nam pa ta trenutek vlada? Ja, v decembrski oddaji, če se spomnite, smo napovedali za leto 2014 po zimi, da narava ne bo prizanašala in kakor sem napovedala, so bile tudi poplave. Zdaj pred nami pa je ščip v ribah in nam pove, da se bo pomlad odvrtela zelo hitro. Leto se zaključuje in ob enem že vstopa impuls nove rasti in bo veliko bolj optimistično obdobje, čeprav bomo zaradi tega retrogradnega Marsa vsi nekoli bolj upočasnjeni in bolj utrujeni. Igor, kakšne so kaj obveznosti? Verjetno igralci nimate neposrednega vpliva na to, kdaj bo premiera, kdaj bo predstava, polna luna pa je kar tam, ne? Ja, včasih bi bilo fino, da bi producenti pač malo pogledali pa tebe poklicali pa ugotovili. Včasih je težko, ne. Včasih se zgodi, da človek pač, imamo igralci, pač imaš mizansceno, imaš besedilo isto, imaš igralce iste, ni nobenega problema, ampak včasih pride do tega, do te tako imenovane katarze, ne, in je veliko bolj močno nekako odziv od publike, tudi igralci se med sabo nekako energetsko veliko bolj povežemo. Včasih pa do tega kar ne pride. Mislim, še sreča, da tega gledalec nikoli ne opazi, ne, zaradi tega, ker pač to imamo mi, igralci, med sabo, ne. Bi bilo pa fino, ne, da bi se mogoče malo zmenili, kdaj bi lahko bile kakšne premiere, tudi za dobrobit predstave, najbrž, ne. Jaz to priporočam toplo vsem politikom, igralcem. Astrologija je res veda, ki bi jo vsak mogel imeti nekako tako na dosegu roke. Drugače pa ti imaš luno v znamenju ovna.
Zato tudi tako impulzivno nekako deluješ, nastopaš, vloge tako na novo odigraš in daješ notri en tak žar. Lahko bi rekla tudi, da si v življenju zelo navit kot ena urica in te je težko uloviti, tudi čustveno. Ja. Ovna imam najbrž po mami, ne? Mislim, da je brž zaradi tega, ne? Moja mama je ovn in bo zdaj praznovala aprila, tako da mami vse najboljše, še malko bo, ne? Ravno kar je bila Cankarjeva mami. Drugač pa ja, smo naviti, ne? Prav ta predstava Sluga dveh gospodarjev, ko smo delali, ne? Vem, da vedno pridejo potem po predstavi, pa tako toliko energije, ne? Mislim, dejansko imamo ogromno stvari, ogromno predstav, mali teater smo, v to gledališče Koper in imamo po 20 predstav na mesec in to je včasih kar malo težko to speljati. Ampak, ko prideš, pa ne vem, kar od nekod prije ta energija, ne baš iz tega ovna, ne? Da kar potegne in sploh ne razmišljam o tem in kar grem v predstavo in ni nobenega problema. Ampak jaz imam občutek, da Igor še ni pokazal vsega, da nas to še čaka. Jaz mislim, da filmsko bi prav zablastel v kakšni dramski glavni vlogi. Jaz ne vem to. Upajmo, ne, ali kaj. Jaz moram reči, da sem še vedno zelo pripadnik gledališča, posebej zaradi tega, ker je pač ta filmska produkcija zelo majhna pri nas, ne. In jaz sem zelo vesel, da sem lahko v gledališču, zelo rad ustvarjam. Gledališče je tudi neka poseben žar, zaradi tega, ker prideš tja, ne vem, se pravi, včasih rečemo, prideš, ne vem, ob 6, prej plačuješ položnice, kuhaš kosilo, obdeluješ vrt, čakaš v vrsti iz Pirana do Kopra, ne, zato da te popravim, jaz nisem iz Kopra, jaz sem iz Pirana. Potem pa prideš tja in se pač moraš preleviti v eno drugo osebo in pač odigrati to predstavo, ne. In včasih kar malo težko. In zaradi tega v bistvu ta žar, ki sem začel pregovoriti, ne. Zato imam to gledališče, zaradi tega, ker se vedno na novo rodi. Jaz vem, da je pri filmu zelo težko delo, ne, zaradi tega, ker ti moraš dejansko celotno vlogo imeti postavljeno in jo pač snemaš po kadrih in vse. Tam pa, ko se odpre zastor, ne, začneš in zaživiš novo vlogo, ne, vedno je na nek nov način, sicer so postavljene omejitve, je postavljena pot, ne, kam moraš pripeljati, ampak se vedno na novo rodi ta predstava, ne. In je verjetno zelo neposredno. Otroci so ena vajna skupna točka in tu se že nekako navezujemo vnovič na koncert, ki bo prihodnji petek. Gaja? Ja, ta koncert je res vreden ogleda, vabljen. Ja. Bo pač tudi Perpetuum Jazzile zapel skupaj z Downovimi mladostniki z Downovim sindromom. Bo prava glasbena poslastica za vse tiste, ki imajo radi dobro glasbo. To bo pač ob 20. na Bonifiki ali pa lahko nas gledajo tudi pred malimi ekrani. Danes pa je pač tudi razstava, otvoritev razstave v gledališču Koper ob 17. uri in to razstavo, kjer so risali te umetniki z Downovim sindromom, bosta popestrila Tinkara Kovač in Rudi Bučar. Tako, vajine poti ste se prepletli. Ja. Tako da gotovo bo se iz tega rodilo še kaj lepega in dobrega. Hvala za tole jutranje druženje. Vse dobro na poti iz Kopra v Piran. Pa predvsem pozdrav Slovenj Gradcu oziroma Šmartno pri Slovenj Gradcu in pridite na koncert naslednji petek. Zelo lepo bo. Hvala. Toliko v drugi uri iz Kopra, tik pred koncem oddaje pa še prepevamo v živo in takrat v rock ritmih.